Zdravo! Danes se bomo naučili čarovniškega trika s kartami. Igraš kaj karte? Na primer? Katere igre imaš rad? Najbolj zdaj zadnje čase igram šnops. Šnops. Kaj pa... Pijem ga pa ne, no. Zelo pametno. Jaz tudi ne. A kaj pa tarok? Ja, tarok je tudi fajn. Pa poker? Tudi ne. No, tukaj danes imam s sabo poker karte. In kaj je najlepše? Boš jih malo prekupčkal ali pa premešal? Ja, malo prekupčkal. Leonard ne ve, kaj se bo zgodilo. Skratka, jaz kot čarovnik lahko, kljub temu, da si ti premešal, bom še jaz malo premešal, kljub temu, da smo oba... To so res prava zmešnjava. Kljub temu, da oba premešamo karte, bom jaz samo takole jih pregledal in sem si zapomnil njihov vrstni red. Fura, ne? Verjameš, da je to mogoče? Ne. Ne. Pa poskusimo. Bom nekje prevzdignil, recimo, 13. karta, takole, in tale karta je, bomo rekli takole, klip, klop, srce 5. Bom še enkrat poskusil. Recimo nekje na polovički, klip, klop, srce 9. Je bilo res? Ja, bom še enkrat poskusil. Recimo nekje tukaj, klip, klop. Križeva osmica. Ok, še zadnjič. Zdaj pa bom jaz probal gotoviti. Klip, Jaz bom gotoviti. klop, Karolov kralj. Ja, mislim, da. Ok, boš ti poskusil? Kaj? Se ti svita, kako to naredim? Mogoče. Mogoče malo, ne? Vam tudi? No pa poskusimo, Leonard poskusi. Torej primeš v eno roko, najprej pokažeš klip gledalcem, potem pa se... Klip, Ja, klop. Ne vem. nekaj je bilo čudno, ne? Da še enkrat poskusi. Klip, klop. Pa mislim, da je bila križeva 9. Siguren? Da še enkrat. Ok. Klip, klop. Spet nekaj čudno, ne? Ja. Nikoli ne znam, samo on zna. Poglej, če on prime tako, ne? Klip, klop, ne moreš vedeti, ne? Ja. Če pa jaz poskusim, klip, klop, Karavas. Karovas. Gremo na skrivnost. Vas zanima, ne, kako to naredimo? Tole je super zabaven čarovniški trik, ki ga lahko še danes pokažeš mami ali atiju doma. Ali komorkoli. Ali komorkoli. Recimo tudi hišnemu ljubljenčku, ne? Kužku ali pa morskemu prašičku. Samo ne bi razumel. Ne bo razumel. Bo pa verjetno zelo butasto gledal. Tak? Ja, tak nekak, ja. Skratka, kaj naredimo? Vzamemo komplet kart, jih ponudimo gledalcu, da jih premeša ali prevzdigne. Takole. In sedaj rečemo gledalcu, da bomo takole razprli komplet kart in si bomo vrstni red zapomnili. Da imamo sposobnost super spomina, samo bežno preletimo komplet in vemo, kje se nahaja katera karta. Potem vprašamo gledalca, ali misliš, da je to mogoče? Ja, jaz mislim, da ni mogoče. In v tistem, ko vprašamo gledalca, ali misliš, da je to mogoče, naredimo nekaj, kar ne sme videti gledalec. Vse, kar moraš narediti, je to... Da spodnjo karto obrneš. Tako je, spodnjo karto obrneš, takole. In to je vse, in si pripravljen za čarovniški trik. To zgleda približno takole. Takole oprimeš in obrneš. Hitreje. Ampak ni treba fejst hiteti, v bistvu je zelo enostavno. Še enkrat, hop. To je vse, kar moraš narediti. In zelo enostavno zato, ker bo gledalčeva pozornost takrat drugje. Namreč mi smo mu zastavili vprašanje, zato bo njegova pozornost na vprašanju. In ko mu zastavimo vprašanje, ga pogledamo v oči.
To pomeni, da bo gledalec takrat pogledal nas v oči in bo razmišljal o tem, kaj smo ga vprašali, malo smo ga torej zaposlili in ne bo pozoren, kaj smo mi naredili v tistem trenutku. Torej, če ponovimo, še enkrat, karte razpremo, si jih zapomnimo, hop. Torej, jaz si lahko vrstni red vseh kart zapomnim. Verjameš, da je to mogoče? Ne. Torej, v tem sem že naredil to skrito potezo. Z te strani je karta obrnjena. Torej, vse so v isto smer, tale pa je v drugo smer. Če si slučajno nisi dovolj siguren in si ne upaš te karte obrniti pred gledalcem, ni nobenega problema. Lahko trik začneš tako, da karto za spodnjo karto že prej obrneš in takole pripravljen komplet kart vzameš pred gledalcem ven in mu rečeš, iz tega kompleta kart bom nekje kjerkoli prevzdignil in si bom probal ganiti, katero karto sem prevzdignil. To pomeni, seveda ne pokažemo kompleta čist do konca, ker bi videl spodnjo obrnjeno karto, ne? Tega ne smeš, ampak narediš takole. Iz tega kompleta kart bom kjerkoli prevzdignil in bom poskušal ganjati, katera je to karta. Torej, hop, klip, klap, klop. Križeva štirka. Mislim, da tudi ja. Ok, klip, klap, klop. In srce 10. O, tebi tudi dobro gre. Leonard ima tudi telepatske sposobnosti. Klip, klap, klop. Pikova 7. Kako hitro lahko vidimo, katera karta je, a ne? Ampak mi v resnici želimo, da nas gledalec slej kot prej opozori na to, kaj v resnici počnemo. Rekli bodo, ja, že, ampak ti pogledaš karto, preden jo odložiš. Rečemo, ja, no potem pa ti poskusi. In v tistem, ko mu rečemo, no potem pa ti poskusi, ga pogledamo v oči in vse, kar moramo narediti, je to, da komplet samo obrneš okoli. In potem? Ja, potem pa ti poskusi. Ja. In gledalec bo samozavestno naredil klip. Klip. Ja, klap, Klap, klop. In bo zmeden. Kaj se je zgodilo? Čak malo. hrbtna stran. Jaz sem videl hrbtno stran, nekaj sem narobe naredil. Če pa ne bo vedel, pa ga kar sami spodbudimo. No, daj še enkrat. Klip. Ja? Klap, klop. Gre. Ne gre. Zdaj pa še enkrat nekje vmes prevzdigni. No, pa dajmo gledalcu, da še enkrat. Zdaj pa bo prava. Ja, Klip. klip, klap, klap, klop. klop. In gledalec je spet zmeden. In da ne bo razprl kart, takrat mu jih vzamemo nazaj in jih vmes tudi obrnemo. Ja, seveda, če nimaš čarovniških sposobnosti. Vse gre zelo enostavno. Klip, klap, klop. Je pik 9. Tako. In mogoče takrat, ko se pogovarjata, takrat lahko pa res brez skrbi spodnjo karto nazaj obrneš in rečeš, a vidiš, a nisem dober čarovnik. In komplet kart ostane takšen, kot bi moral biti. In gledalec nič ne posumi. Čakaj, zdaj pa moramo iti eno partijo. Ne, česa? Šnopsa? Ne, jaz bi raje. Ne vem, ti se odloči. Gremo poker. Poker. Ok. Kje pa je denar? Gremo raje za sadje. Jaz sem rad pomaranče. Kaj pa ti? Jabolke. Ok. Potem pa kdo zmaga, dobi kilo sadja. Prav?